Živjo! Danes se bomo z Zdravkom Lidlom igrali z žogami. Pogledali si bomo igre, ki se jih lahko igramo v dnevni sobi, na dvorišču ali pa v dvorani. Razvijali bomo koordinacijo, spretnost in igro v paru. Začnemo preprosto s podajanjem žoge. Žogo mečemo iz položaja nad glavo. Vajo pa lahko otežimo tako, da mečemo dve žogi hkrati. Naslednja vaja je malo zahtevnejša. Evo, kar uležeš se na hrbet, žogo boš skupaj stisnil z gležnji, tako, in jo boš s pol prevalom nazaj postavil lepo v koš. Tako. Pri naslednji nalogi je vrvica privezana na obroč. Da boš pa kar prijel vrvico, žoga bo ves čas v obroču in jo boš probal prepeljati kar cel krog. Takole. Ne začni počasi, pa pejdi pol čim hitreje. Vajo lahko prilagajamo z različnimi žogami in razdaljami. Namesto na koš, tokrat ciljamo z nogo na gor. Zdravko Lidl bo naš golman. Uporabimo lahko veliko ali majhno žogo. Sledi še rokometni izziv. Pred tabo so postavljeni lončki, ki jih boš probal žogico dol zbiti. Prav? Pri naslednji nalogi bomo razvijali reakcijo. Takole bom žogo postavil pred Naja. Govoril bom različne dele telesa, se jih dotakneva, na hop probava žogo vzeti. Prav? Si, kolena, šesa, oči, zadnjica, ramena, hop, stegna, ramena, zapestja, nos, lasje, hop. Za naslednjo igro potrebujemo palico, metlo in žogo. Vaja spodbuja koordinacijo rok in nog ter natančnost pri vodenju. Pri naslednjem izzivu je zelo pomembna koordinacija. Otrok mora z eno roko odbijati balon, z eno nogo pa ciljati na gol. Naslednja igra se imenuje Nagajiva soseda. Vsak od vaju ima 3 žoge, ki jih mora spraviti na drugo stran, nasprotnik mu jih pa meče nazaj. Zmagovalec je tisti, ki nima nobene žoge na svoji strani. Sta pripravljena? Ja. 3, 4 zdaj. Igre z žogo so odlična priložnost za razvijanje koordinacije in spretnosti. Z malo volje lahko dnevna soba postane odličen poligon. Poglejte si še več naših vsebin. Adijo! Adijo!